Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Moj drugi prispevek se bo navezal na predhodno izvajanje kolega Janeza Žužka. Govorila bom o ključnih inštrumentih za podporo okrevanju Evrope z vidika načrtovanja v okviru evropske kohezijske politike v letu 2021 do 2027 in z aktivnostmi do konca obdobja operativnega programa 2014-2020. Evropska komisija je z novim svežnjem zakonodajnih predlogov s področja regionalnega razvoja in kohezijske politike za obdobje 2021-2027 predlagala posodobitev kohezijske politike. Posodobljeni okvir omogoča večje sinergije, to pomeni povezovanje in sodelovanje med skladi in tudi z drugimi instrumenti znotraj proračuna EU, ki so namenjeni uresničevanju istih ciljev na področju inovacij, podnebnih sprememb, rasti in ustvarjanja delovnih mest. V predlogu komisije je načrtovana podpora 5 prednostnim področjem, ki so bila predstavljena že v prejšnjem prispevku. Za področje izobraževanja je zlasti pomemben 4. cilj. Bolj socialna Evropa, ki pomeni uveljavljanje evropskega stebra socialnih pravic in zagotavljanje podpore ustvarjanju kakovostnih zaposlitev, izobraževanju, spretnostim in znanju, socialni vključenosti in enakemu dostopu do zdravstvenega varstva. V tem okviru vam bom predstavila predlagane ukrepe v okviru specifičnih ciljev 4 in 6, ki se dotikajo tudi izobraževanja odraslih in jih načrtujemo v Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. Najprej specifični cilj 4. To je povečanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter njihove relevantnosti za potrebe trgov dela, da se podpre pridobivanje ključnih kompetenc, vključno z digitalnimi spretnostmi. Za dosego cilja je ključna povezava poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela in krepitev sodelovanja med socialnimi partnerji. Poročilo o državi 2020 opozarja na razlike med kvalifikacijami slovenske delovne sile in potrebami trga dela. Ob hkratnem pomanjkanju kadrov se tako povečuje tveganje za upočasnjeno industrijsko preobrazbo na nekaterih gospodarskih področjih, vključno z digitalno preobrazbo. Potrebno je zato zmanjšati vrzeli med izobraževanjem in trgom dela, zlasti s krepitvijo povezovanja izobraževanja z izkušnjami. Poklicno in strokovno izobraževanje mora biti vpeto tudi v druge strategije, kot na primer zaposlovanja in ekonomskega razvoja, saj je njegova bistvena prvina povezovanje izobraževanja z gospodarstvom. Socialno partnerstvo je temeljni pogoj za načrtovanje izobraževanja in izvajanje izobraževalnih programov, še posebej izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja. S promocijo poklicnega izobraževanja in vajeništva želimo ohraniti oziroma povečati zanimanje mladih za poklicno in strokovno izobraževanje. Usposabljali bomo mentorje v podjetjih, ki izvajajo več aktivnosti v podporo kvaliteti napredka dijakov in vajencev. Modernizirali in prenovili bomo izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, predvsem z boljšo izrabo možnosti odprtega dela kurikula in večjim poudarkom na digitalnih vsebinah. Z vzpostavitvijo aplikacije za spremljanje diplomantov bo zagotovljeno spremljanje položaja diplomantov na trgu dela, kar bo omogočilo hitrejše prilagajanje programov na nove potrebe gospodarstva in družbe kot celote. Specifični cilj 6. Je spodbujanje vseživljenjskega učenja.
zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju digitalnih spretnosti, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih spretnostih na podlagi potreb trga dela, olajšanje kariernih prehodov in spodbujanje poklicnih mobilnosti. Povezovanje z evropskim semestrom je ključno za opredelitev nacionalnih prednostnih nalog in posledično spremljanje njihovega izvajanja. Zato smo pri pripravi programskih dokumentov zavezani k upoštevanju priporočil Komisije za Slovenijo ter priporočil, ki jih v okviru evropskega semestra za posamezno državo sprejme svet. Bistvena pri tem je raziskava PIAAC, po kateri izstopajo nizke spretnosti predvsem niže izobraženih in starejših odraslih, ki se redkeje vključujejo v vseživljenjsko učenje, zato tudi niso kos hitrejšemu tehnološkemu napredku. Dalje vključenost v vseživljenjsko učenje, ki je pod pričakovanji. Posebej so ranljivi starejši odrasli in tisti, ki imajo nižje ravni izobrazbe in pomanjkanje spretnosti. Če pogledamo okvirne ukrepe, vidimo, da bomo nadaljevali z ukrepi iz tekočega operativnega programa in dobrimi praksami. Obstoječe ukrepe bomo nadgradili na podlagi predlogov stroke, socialnih partnerjev in izvajalcev izobraževalnih programov. Družbe postajajo vse bolj digitalne, zato se povečuje povpraševanje po digitalnih zmožnostih. Izobraževalna ponudba se bo morala v tem kontekstu tudi ustrezno odzvati. Zato bo prav na pridobivanju IKT kompetenc večji poudarek. Programi za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti bodo temeljili na potrebah ciljnih skupin in bodo nosili oznako tailor-made programi. Nadgradili bomo tudi ukrep iz preteklega programskega obdobja, tako da bomo dali večji poudarek prekvalifikacijam, na kar nas vseskozi opozarjajo delodajalci in seveda to zahtevajo tudi od izobraževalnega sistema. Zaradi zmanjševanja neskladja med znanji in spretnostmi, ki jih iščejo delodajalci, bomo podprli oblikovanje in izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Tudi tu bomo nadaljevali z že začetimi ukrepi. Poleg izvajanja izobraževalnih programov bomo zagotovili tudi ustrezno podporno okolje, ki bo omogočilo stalno izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja. V ta okvir spada razvoj na področju temeljnih zmožnosti in ravni pismenosti, ki vključuje tudi razvoj in prenovo javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle in pripravo e-gradiv, in razvoj na področju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki vključuje tudi vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in spretnosti. Druge podporne dejavnosti, ki jim posvečamo pozornost, so obveščanje in ozaveščanje o pomenu vseživljenjskega učenja ter možnostih za vključevanje v različne oblike izobraževanja in učenja ter vključevanja v dejavnosti, ki so organizirane na področju izobraževanja odraslih. Vseživljenjska karierna orientacija na področju višjega strokovnega izobraževanja, karierni razvoj strokovnih delavcev, vključno z izvajanjem izpopolnjevanja izobraževalcev odraslih in razvojne aktivnosti na področju digitalizacije na celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. Za konec mi dovolite, da vas informiram še o aktualnih zadevah v tekočem programskem obdobju. Premišljen in dobro utemeljen predlog ministrstva je bil potrjen. Veseli nas, da bodo naši izvajalci v okviru neposrednih potrditev operacije in javnih razpisov nadaljevali z aktivnostmi do leta 2023. To pa so promocija poklicnega izobraževanja v višini 700 000 evrov, usposabljanje mentorjev v višini 350 000 evrov in pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v višini 4 900 000 evrov. Na tem mestu
vas vabim k nadaljnjemu konstruktivnemu sodelovanju in verjamem, da nam bo tudi pri zadnjih ukrepih, ki jih imamo na mizi v tem programskem obdobju, uspelo. Za pozornost se vam prav lepo zahvaljujem. Nasvidenje.